Spoštovani, spoštovane, dober večer. Lepo vas pozdravljam na tem izjemnem, krasnem večeru v najlepši dvorani z našim gostom, dr. Milanom Jazbecom. Milan, pozdravljen. Tako, ja, en aplavz. Začeli pa bomo z glasbo. Danes gostimo ponovno učenke glasbene šole Brežice, tokrat iz učenke, ki so povezane z osnovno šolo Artiče. Tisti, ki Milana poznate, veste, da brez Artič ne gre, pa Pohance, in da potem tudi, ko imamo to možnost, da lahko povabimo k nam ob taki priložnosti tudi učenke iz Artič, smo zelo veseli. In tako začenjamo z našo Pijo Škaler. Pija je učenka 7. razreda, trobente, in sicer njen profesor je Toni Škaler, njen mentor, to je strica, ne da? Ja, moramo malo razkriti še takih ozadij. Ja, Toni Škaler, in seveda smo zelo veseli, da je prišla sem in da ima s sabo tudi svojo profesorico Špelo Tropov-Gorevc, se pravi naša korepetitorka, in pa skladba je pa ena sonata, ki bo izvedena, 2 stavka bomo slišali te sonate, pa začnemo s prvim stavkom Adagio. Prosim. Najlepša hvala, Piji Škaler in Špeli Tropov-Gorevc. Mi pa bomo sedaj se posvetili našemu osrednjemu gostu. Zelo sem vesela, da bom že tretjič nekako vodila, ne bom vodila, bolj ga bom usmerjala, oziroma bo Milan usmerjal mene, ta najin pogovor v našem gradu. Zanimivo je tudi, da se ves čas seliva, če rečemo 5. 6. 2017, pa bila v poročni sobi, takrat je bilo 39 knjig, ja, Vesna se smeji, tako se reče sobi. Potem pa 15. februarja 2024, nekaj manj kot 2 leti nazaj v malem auditoriju, takrat je izdal 80 knjig, takrat smo imeli tudi razstavo, oziroma izbrali smo iz tistih 46 daril, ki jih je podaril Posavskemu muzeju, smo imeli tudi manjšo razstavo. No in ta številka 100, si pa zasluži tudi to najlepšo dvorano in veliko dvorano. Tako da, Milan, vabim te na oder, oder je pripravljen za naju in vi pa čakate, da se začneva pogovarjati. Prosim, Milan Jazbec.
Mikrofon dela, je pa seveda ta nasmeh Vesne Bogovič me spomnil, da nisem pozdravila vseh soorganizatorjev tega dogodka, še posebej ravnateljice Osnovne šole Rtiče, Vesne Bogovič, tudi knjige, Milanove knjige, ki jih vedno tako lepo podarja svoji šoli in so na ogled na priložnosti razstave pred Viteško dvorano, so last Osnovne šole Rtiče. Če kdo resnično kakšno želi, lahko si jo danes kupi, ne, tiste, ki so na voljo, ali pa mogoče tudi se kako drugače pridobi, ne, ker te pa moramo šoli vrniti, je tako. Posebej pozdravljam tudi potem predstavnike, se pravi vseh knjižnic, vse posavske knjižnice so danes soorganizatorke, to se pravi knjižnica Sevnica, knjižnica Radeče, Valvazorjeva knjižnica Krško in tudi knjižnica Brežice, pa potem seveda, kako? Bistrica v Sotli, oprosti, ja. Ja, hvala lepa. In seveda vse imam pripravljeno. Bistrica ob Sotli, pa seveda še en poseben soorganizator, ki ga pa razkrijem malo kasneje, ker je prav, da najprej dobiš ti besedo, oziroma da nas vsaj pozdraviš. Pa seveda, da jaz še nazaj vzamem besedo, ker moram pozdraviti tudi podžupanjo občine Brežice, Mojco Florjanič. Mojca, maha, tam si se malo bolj nam zadaj skrila. Ampak seveda najpomembnejši ste vsi tukaj zbrani in med najpomembnejši pod to fortuno bova danes sedela, pa je seveda dr. Milan Jazbec. Milan, midva se tikava, jaz imam to srečo, da ga tikam in bo tako tudi potekal najin pogovor. Tako da, če bo pa kdo želel kako drugače, ne, pa danes pač tega ne bo, da bova se tikala. Hvala lepa, da te lahko tikam, tako za uvod. Zdaj pa res prosim, da nam nameniš nekaj uvodnih besed. Hvala lepa, Alenka. Takoj kot priden diplomat, hvala tebi, da tudi jaz lahko tebe tikam. Reciprociteta je eno temeljnih diplomatskih pravil, da vas takoj na začetku zamorim, saj ste prišli sami sem, res da smo vas vabili, ampak zdaj, ko ste tu, vas moram uporabiti, izžeti, da se boste naposlušali, ker Bog ve, kdaj se bomo spet videli, malo za šalo, malo za res, takrat, ko bo večja dvorana, pa ko bo več knjig. Ja, torej, dobro večer sem skupaj, hvala lepa, ker ste prišli, ne bi se kaj posebej zahvaljeval, sej je Alenka že nekaj naštela, moram se seveda pa zahvaliti gostitelju in gostiteljici. Gostitelju, torej instituciji Posavskemu muzeju Brežice. Jaz imam, ta bi rekel, nek stik z muzejem že od ranih osnovnošolskih let. Prvi stik, prvo srečanje je bilo neko otroško razočaranje, se večina od vas to ve. Iz Mustrovih stripov sem se ustvaril vtis o gradu, ki je velik, ki ima tiste visoke grajske stolpe, ki ima potem okoli gradu velik jarek za vodo in pa dvižni stolp. Zelo malo od tega je na Brežiškem gradu in to je bilo pač moje prvo srečanje, ampak seveda to je zdaj prišlo v neko anekdoto, v nek spomin, nekaj lepega. In pa seveda za uvod, zdaj Vesna se bo delala, da ni slišala, da ne ve, ostali pa itak ne veste. Za uvod sem mislil ponoviti od danes zjutraj, ko smo se dobili z učenci na osnovni šoli, bilo enkratno, še enkrat povem, hvala Vesna, in me je 200 deklici vodili pogovor in prva začne me vpraša, kako se počutite ob 100 knjigah. In sem jih pogledal in sem rekel, pogledajte 100 knjig, kaj to pomeni? Če bi vsakemu od vas dal eno, bi še ostalo. Tega si tu ne upam ponoviti, ker vas je več kot 100. Ja, najlepša hvala. Nekako je z nami danes tudi predsednica Slovenskega PEN-a, se pravi, da v bistvu danes prepletamo vse tvoje istovetnosti, ki jih je skoraj težko prešteti. In jaz vam tudi to čast, da to preberem. Se pravi, Tanja Tuma je predsednica Slovenskega PEN-a, tudi podpredsednica Upravnega odbora Mednarodnega PEN-a, si je zelo želela, da bi prišla, ker seveda tudi PEN letos praznuje 100 let delovanja in nekako je to res odlično še povezano s tem. Jaz bi samo nekaj še prosila. Viteška je bila bolj ustvarjena za glasbo,
Tako da, če kdo kaj ne sliši, pa kakorkoli, tam je naš tonski mojster Bojan, ne, in nas kar opozorite, ker bova veliko govorila, čeprav kako čakajte, nekje piše, da diplomat strnjeno govori, malo govori, veliko pove, ne, ampak to ne bo šlo danes, Aneta. Mislim, ne bova malo govorila. Malo sigurno, ne. Na vsaki 100 knjig si treba dati duška, ne. Odlično, se pravi, je to pravi dan. Dobro, se opravičujem, gremo nazaj k tem nagovoru. Tako pravi Tanja Tuma. Dragi ljubitelji književnosti, oprostite, da danes zaradi zdravstvenih razlogov ne morem biti z vami. Čudovit zimski dan je pravi trenutek, da slovesno pospremimo 100. knjigo diplomata, esejista, pesnika in pisatelja dr. Milana Jazbeca v svet, in to prav v letu, ko slovenski PEN obeležuje 100. obletnico obstoja. Slovenski PEN je bil ustanovljen leta 1926 v senci grozot Prve svetovne vojne z namenom, da bi s književnostjo ustvarjal prostor za dialog in mir. Kakor vemo, je prvi sledila Druga svetovna vojna in danes, v tem negotovem trenutku, ko se zdi, da se ponavlja leto 1938, je prav, da praznujemo literaturo. Da se vračamo h kratkim, a polnim stihom Milanovih pesniških zbirk, kjer med vrsticami cveti življenje. Da se poglobimo v njegova razmišljanja, ki odpirajo prostor za dialog. Da ponotranjimo njegov mirjen in jasen ton, ki nikoli ne izključi sočutja do drugega, ter ga vnesemo v svoj vsakdan. Nedavno smo v PEN-u našli nov moto delovanja, ki je nedvomno tudi Milanov. Mir je glagol. Če se za mir ne borimo, če za ničesar ne naredimo, nas polzi med prsti kot voda. Začnimo torej z mirnim branjem Milanovih 100 knjig v 100. letu slovenskega PEN-a. Tako je zapisala Tanja Tuma, pa nič hudega, če bo na posnetku videla, da smo ji ploskali, tako da lepo prosim in hvala. Je pa v tem njenem besedilu res lepih stvari, no, tudi ta mir, ki si ga res vsi želimo. Zagotovo si ti med tistimi, ki veš veliko več, kot vemo, bi rekli tisti, ki nismo bili v različnih službah, na različnih koncih, pa če lahko te malo za hec vprašam, ne, tudi v tej dvorani recimo niso zgodbe samo o miru, je veliko zgodb o ljubezni, je veliko zgodb tudi o begunstvu, naprimer Evropa je bila ugrabljena, težke zgodbe, sicer mitoloških bitij, ampak jih lahko potem tudi prenesemo na to danes. Pa me zanima, za začetek nam daj kakšno upanje za mir. Kaj misliš? Tako, ne diplomatsko, iskreno. Za tole se nisva prej dogovorila, tako da bom večkrat improviziral, ne. Jaz sem po naravi optimist, ne, in seveda verjamem v to in sem pri tem tudi trmast, čeprav to ne pomeni, da me včasih ne poskuša, da me ne bi zvilo, ampak ne vidim drugega smisla, kot v nekem upanju za mir. Prejšnji teden sem imel intervju za Nedeljski dnevnik, intervju bo objavljen naslednji teden in me je vprašal novinar, zakaj pa optimist, ne, odkot, in sem mu dal 2 primera za ta optimizem. Poskušamo se postaviti v kožo Leonarda da Vincija, verjetno največjega izumitelja vseh časov, koliko, 800 let, koliko, kar je živel, 700, kako strahovito težko me moralo biti v tistem času, ko je tako izstopal, pa ne samo izstopal v svetu konfliktov, vojn, grozot, ampak njegovo poslanstvo je poslanstvo miru, ne. Torej, sej skoraj več ni potrebno. Potem, če se vrnemo 30 000 let v našo zgodovino, je nekdo, sam Bog ve kdo, ne, naslikal tiste čudovite slike, freske v Altamiri. Torej, pred 30 000 leti, ko je človeštvo še vedno se borilo za obstanek posamezne skupinice, je tam nekdo rekel, ne grem loviti bizonov za večerjo, grem slikati slike. Torej, to je ta nek velik optimizem, ta žar, in v tem je seveda optimizem, neka želja po miru. To je najbolj naravno stanje človeštva, se mi zdi. Morda je to majčkeno naivno, ampak jaz mislim, da bi moralo biti tako in vsakeč, ko je tako, vsakeč, ko tak
košček miru pogledamo, moramo biti ponosni, moramo to naprej razvijati in se moramo tega oprijeti vsemi štirimi in pomagati, da gre to naprej. Najlepša hvala. Oprosti, ker sem te vprašala nekaj izven tega, kar si mislil, da te bom, ampak gre za to, da smo na začetku leta, ne? In da v bistvu tudi naše muzejsko leto začenjamo prav s pogovorom s tabo, kar mi je veliko čast. In da seveda vsi vemo, da poleg zdravja, ne, sreče, si res želimo miru. Recimo ta dvorana je videla tudi veliko nasilja, ne? Že v prvi vojni recimo so bili tukaj ranjenci, pa potem se je marsikaj dogajalo po vojni, med vojno, tako da vedno nekako na začetku leta želimo biti optimisti in hvala za to. Pa seveda optimisti tudi takrat, ko govorimo o prelomnicah in zdaj ta številka 100, ta magična številka, takrat leta 2017, 39 knjig, 2024, 80 knjig, se pravi, pa že kakšna je bila takrat malo, še jih je bilo v letu 2024, ker je bilo šele začetek leta, tako sva se pogovarjala. Tako da v bistvu že v drugi polovici leta 2025 pa si dosegel to, kar si napovedal, da boš združil več lepih številk, se pravi 100 knjig, letos boš star 70 let, letos tudi recimo ponovno lahko praznujemo obletnico prve omembe tvoje pohance, 780 let, in se spomnim v bistvu prvega najnega tako večjega sodelovanja v tej dvorani, ko je bila ta velika akademija, se spomniš. In takrat je pel Janko Volčanšek, ki je bil napovedan tudi za danes, ampak je žal moral ta nastop odpovedati. Ampak to ne pomeni, da ko se bova čez 3 leta spet pogovarjala, da ne bo ponovno on tukaj. Da ne bi mogel biti zraven. Torej, kaj ti recimo pomenijo te prelomnice in poleg seveda vseh teh knjig je tukaj še veliko znanstvenih člankov, različnih drugih objav, pa seveda ob vsem tem pa ves čas tudi delaš. In ko sem jaz prebirala vse to, kar je, ampak vse nisem vse prebrala, Milan je rekel, ne rabiš vse prebrati, beri samo spremne besede. Tako je bilo navodilo za danes. Ki niso moje. Takšno je bilo navodilo za danes, ker seveda mi je decembra prinesel spet kup knjig in resnično nisem vsega prebrala, iskreno priznam, ampak nič hudega, vse to je pač proces. No, ampak kaj sem hotela reči, ko sem to prebirala in ko sem že prej imela možnost s tabo sodelovati, se mi zdi, da si ti tako, kot da bi prišel tam iz nekih vrst izjemnih uradnikov, cesarstev, kraljestev, Avstro-Ogrske, ko v bistvu delaš, a ves čas ustvarjaš. In kaj je zdaj ta velika prelomnica, kaj to pomeni? Ja, s prelomnicami je tako, bi rekel, da se jih zelo jasno zavemo, ko so mimo, ko se ozremo na njih, ko se pogled izbistri, ko se misel nekako umiri. To je recimo del moje izkušnje. Drug del moje izkušnje je, vsaj pri teh mojih prelomnicah, nisem še star 70, torej lahko sem še malo otroški, ampak pri vsaki taki prelomnici se mi fino zdi, kot da čisto po otroško se mi fino zdi, pa si mislim, no ja, zakaj pa ne? To je moj privilegij, da se lahko počutim kot en otrok, ki je bil vesel, branja prve knjige. Seveda tretje, morda najpomembnejše, jaz mislim, da tistih velikih, resnih, zaresnih, bom rekel po domače, prelomnic, se človek ne more v celoti zavedati, kaj pomenijo takrat, ko se dogajajo. Vse se zgodijo, se ni nič sekunde v sekunde, ampak tisti čas, ko se dogajajo, se ne moreš zavesti vsega tega, kaj to pomeni, ker je preveč vsega, in tudi, ker je čas, tisti trenutek, tako poln čustev, poln vznemirjenja, radosti, morda tudi pogleda naprej in tako naprej. Ampak seveda, mislim pa, da je najbolj pomembno, ko človek gre tako skozi prelomnice, vsak od nas ima neke prelomnice, popolnoma vsak, prelomnice so različne, prelomnice tudi, se ti, rodi otrok, dosežeš v šoli nek uspeh, v službi napreduješ, imaš doma družinsko slavje, to so vse pomembne prelomnice, ki ustvarjajo lepoto v naših življenjih. In mislim, da je prav tako, da se človeško življenje sprehodi, da gre skozi prelomna obdobja, ki potem ustvarjajo to
lepo nit tkanino življenja. Morda je to mečkano naivno, življenje je tudi seveda realistično, trdo, ampak to ne onemogoča prelomnicam, da bi se dogajali. Torej, jaz se dobro počutim, sem vesel tega, seveda zlasti vsega tega, da ste vsi tule prišli, se praktično za vsemi poznam in to so lepi občutki in potem dobijo take prelomnice nek dodaten smisel, morda celo ključen smisel. Ja, hvala lepa spet za lepo istočnico, ker bi rada zdaj pa povabila tvojo sošolko, Alenko Dular Koritnik. Lani ste praznovali 50-letnico mature, je tako, se pravi, vsi še zelo mladi. Praznovali ste pa malo drugače, kot smo navajeni praznovati. Niste prišli samo malo pogledati svoje gimnazije, pa se potem malo podružiti, ampak ste naredili nekaj posebnega. Tako da, spoštovani, evo, beseda je vaša, mikrofon je vaš. Pozdravljeni, spoštovane in spoštovani, dovolite, da vse prisotne lepo pozdravim tudi v mojem imenu. Pozdravljam tudi naše profesorje, nekaj sem videla, eno, dve, ki so nas takrat pred več kot pol stoletja sprejeli v gimnaziji Brežice. In pa seveda vse sošolke in sošolce tudi iz paralel, ki so se udeležili današnje slovesnosti ob izdanju Milanove 100. knjige. Res je, mi smo lansko leto praznovali 50-letnico mature in ob tej obletnici smo izdali eno zelo lepo knjigo. Duhovni oče tega je bil, moram reči, Milan, naš sošolec. Na začetku smo se zelo protivili, smo rekli, ne, to ne bo šlo, bomo kar nekaj fotokopirali, pa s penjačem speli, in je bil Milan zelo hud, je rekel, to ne ostane nič za nas, prej za zgodovino, to se bo razgubi, ti listi se pač prepognajo, vržejo, to mora biti knjiga, no, in moram reči, da je uporabil kar dosti svojih diplomatskih izkušenj, da smo potem zelo lepo spisali to knjigo, tudi v počastitev je bila v jubilejnem času izdana, ko je naša gimnazija praznovala 80 let. No pa prejdimo k stvari. Midva z Milanom sva se prvič srečala, to je kar zelo daleč nazaj, nekako hitro čas beži, pred več kot pol stoletja, se reče pred 55 leti, smo mi prišli kot fazančki v prvi B razred takratne gimnazije Brežice. Kot nakapljani smo bili iz celega Posavja in sicer Sevnice, Krškega, Brežic, okoliških vasi, Malence, Dobova, Artiče. No, Milan je prišel iz artiške osnovne šole. In če bi me zdaj vprašali, naredem brainstorming, kot je zelo moderno reči, možgansko nevihto, kako se ti, Milana, spomniš tiste dni, ko si ga prvič videla. Milan, moram reči, je bil fest fan. In če zaprem oči, ga vidim kavbojke na zvon, imel je zelo rad murnarsko majico, sicer je pa nosil srajce, preko pa je imel vedno doma štrikan talovnik. To so vsi fantje nosili takrat, tako da to ni bilo nič nenavadnega, veste. Ampak imel je vranje črne kodraste lase s frizuro, ki bo jo zavidalo marsikatero dekle. In imel je zelo dobro frizerko, zdaj lahko to pogovoriva, ker jaz sem bila sošolka njegova. Ker takrat so bile v modi Bundesliga frizure, če se spomnite, zgoraj kratke in potem se pajčolan pri fantih na rame naslanijo, In moram reči, da Milan je imel zelo dobro frizerko, ki ga je zelo ušikano strigla, tako da on nikdar ni imel tistih pajčolanov. Potem je imel pa eno rjavo jakno, to se tako živo spomnim, s širokim pasom in še večjo zaponko. In veste, da jaz po 55 letih vem, kaj je pisalo na tisti zaponki. Liverpool Regiment. Zaradi tega, ker je bil Milan pahnjen na Beatle, Led Zeppeline in vse podobne skupine, ki so takrat bile na topu, in vedno si je tisto šnolo tako zašnolo, a ne zaponko, moram reči pravilno slovensko. Potem je pa še nekaj nosil.
vedno je imel pod levo pazduho en svitek časopisa. In veste, kaj je to bilo? To je bil strip Zvitorebec, ki je izhajal kot priloga tedenske Tribune. Tisti, kateri smo starejši, se še spomnimo časopisa TT, a ne? In vsak petek, mislim, da je ob koncu tedna izhajala ta priloga Zvitorebca. To je bil strip in v tistih 70 letih, ko smo mi prišli na gimnazijo, stripovska literatura, veste, to je bilo tako šunc literatura, to nisi bil ponosen, če si rekel, da bereš take zadeve, a ne? Ampak ta strip Zvitorebec, moram reči, je bil nekaj več od te stripovske literature. Vsi ti trije junaki, Zvitorebec, Trdonja in Lakotnik, so bili neki pozitivni liki. Vedno je dobro zmagalo nad slabim, vedno te je navdajalo z nekim optimizmom. Miki Muster je znal to tako ubesediti, kot je Milan enkrat v enem intervjuju rekel, da je govoril z maniro prave slovenščine, a ne? Tako da to je bil lep strip. In tisti strip je Milan vedno med odmori ven vlekel in se smejal, nas vse zabaval s tistim, kaj je bilo pa zdaj novega, kaj je pa zdaj se zgodilo in tako naprej. No. Tako da to mi je ostalo zelo v spominu, ta Zvitorebec. V gimnaziji je bil Milan soliden gimnazijski dijak, solidno prav dober, moram reči. In jaz ga imam in mislim, da tudi vsi v dobrem spominu bil. Ko smo prišli v gimnazijo, je veljalo nekje sploh za fante, vsak je dobil nek nadimek. Ne? Čim krajše je bilo 3-4 črke, samo zato, da ti ni bilo treba s celo besedo povedati njegovega imena. In nekdo je Milana krstil, ker se ti pišeš Jazbec, boš pač Jazo. Ne? Tako je on ostal Jazo, ampak jaz moram reči, da mu nisem velikrat rekla Jazo, meni je bilo to pretrdo za njega in njegovo naravo. Morda sem ga največkrat poklicala Milan, a ne. Ko smo pa bili profesor Gaberškovi iz nemščine se predstavljali, ga je pa takoj pobarala, aha, Jazbec, Dax, ne, po nemško. Tako da, kako bi rekla, da bi kje posebej izstopal, pri kakšnem predmetu, razen pri angleščini, profesor Metka Brkles nas je poučevala angleščino v tistem znamenitem fonolaboratoriju v gimnaziji v Brežicah takratni. Moram reči, Milan je zelo rad imel angleščino, zaradi tega, ker je doma kar naprej vrtel longplayke, ker je kar naprej spremljal, kaj je z Beatli novega, kaj je z drugimi skupinami novega. On še danes ve našteti vse pesmi, ki so bile takrat popularne, jaz jih moram najprej slišati, pa potem vem, naslova morda niti ne vem, tako da on bi mi zdaj znal na izust našteti. No, bil je tudi zelo dober v atletiki, Milan, moram reči, s profesor Poldetom Rovanom sta se zelo ujela. In Milan je bil tako zelo zagrizen. On si je vse, kar si je, kako bi rekla, dosegel, si je on prigaral, ne, on s trudom in z nekim načrtnim delom. In on je atletiko zelo redno treniral, mislim, da ima celo neke rekorde, si imel, to boš ti vedel povedati, moram reči, da je bil naš razred pri fantih zelo športen, imeli smo izredno dobre atlete, gimnastičarje, ki so bili v državnem merilu, moram reči, so se vračali s kolajn, ampak takrat ni bila država Slovenija, takrat je bila država Jugoslavija in so prihajali iz Beograda z medaljami. Profesor Senica jih je naložil na tovornjak, harmonika gor in so šli, pa še kakšna bradlja ali pa koza zraven, da so potem nastopali še po kakšnih crkvah in okoliških krajih pred kakšnimi osnovnimi šolami. To so bili lepi časi. No, potem moram reči, da je Milan že na začetku objavil, da bo on novinar. To smo vedeli vsi od prvega vstopa v gimnazijo, jaz bom pa novinar. In
S tem, kako bi rekla, smo se kar nekako vsi strinjali, smo ga včasih tudi kar zadolžili za kakšno razredno vest ali pa kaj taka. Se je pa to njegovo novinarstvo razcvetlo še bolj, ko smo v drugem letniku dobili sošolca Slavka Carjaka, dramskega igralca, žal prezgodaj umrlega. In Slavko Pero, smo mu rekli, je Milana pač navdušil za vodenje in pa za mladinske oddaje na takratnem Radiu Brežice, ki je deloval v Prosvetnem domu. No, in v Prosvetnem domu je ničkolikokrat hvala pokojnemu profesor Kroflu, ki je požmal na kakšno oko, da je Milan s svitkom z Vitorepce in torbo črno odletel do Prosvetnega doma, kjer je oddaja že šla v eter. Je pa Milan bil tudi zelo navdušen nad Bitli in jih je tudi pripeljal na gimnazijo, tako da je z dovoljenjem profesor Tasiča so se Bitli začeli vrteti tudi na gimnazijskem radiju. No, potem je prišla pa matura in mature se je Milan lotil izredno resno. On je imel urnik, vstajal je v 6. zjutraj, se študiral toliko časa, potem imel pauzo, pa spet študiral in tako naprej. In te zelo lepe svoje navade je tudi kasneje opisal v svoji knjigi Uspeh na dlani in jo priporočam vsem, ki imate otroke, da ti pregledajo te napotke, kaj je dobro za uspeh. No, in na maturi je bil Milan odličen, moram reči. Spomnim se pa njegovega obraza v garderobi, ko je odložil Prešerna malo na stran, se to vsi vemo, ne? Potem je pa na to malo pozabil in je nekdo rekel v garderobi, joj, kaj pa če jaz Prešerna izvlečem. In takrat je bil ti značilen Milanov izraz, da se je ogriznil z zubmi v spodnjo ustnico, a ne, in je rekel, jaz pa ne vem, kaj bom naredil. Da smo rekli, mogoče ga pa noš izvlekel in ga ni izvlekel, vse se je dobro končalo. No, potem je pa šel študirati na fakulteto, to so bila naša gimnazijska leta, tako da jaz bom zdaj kmalu končala. Potem je pa Milan šel na fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljano. Moram pa povedati, da ga je pokojni ravnatelj, takratni profesor Marjan Gregorič, izredno nagovarjal, da naj gre študirati v obramboslovje, ker so v tistem letu odprli to vejo na tej fakulteti. In Milan je poleg novinarstva končal tudi obramboslovje. Žal pa mislim, da je to bila tudi Milanova velika želja, da bi to sam povedal profesor Gregoriču, da je upošteval njegov nasvet, vendar je žal profesor prezgodaj preminul. Potem je Milan naredil uspešno kariero, diplomatsko. Spomnim se ene od obletnic mature, je že bila kar precejšnja, ker smo krpali te spominske luknje z našimi spomini na gimnazijska leta. No in ko smo tako krožili okrog mize, sem se enkrat usedla zraven njega. On je bil takrat na veleposlaništvu v Štokholmu, na Švedskem. In ravno takrat se je poročala švedska prestolonaslednica, ne. In sem rekla, Milan, boste pa imeli poroko, ne, nisem upala takoj reči, kaj bi dala, da bi dobila kakšen časopis od gor, ne, ker so bile lepe barvne fotografije. No, Milan me tako pogleda, pa reče, kakšno poroko. Jaz sem rekla, prestolonaslednica se ženi, pa je tako zamahno. In to ti nisem nikoli upala reči, da sem pa kupila tukaj razne revije, da sem videla tiste slike kronanih glav, čeprav je bilo to, sem se počutila takrat ko šum literatura, stripi ali pa z Vitorepci. No, in moram reči, da je od vseh sošolcev naredil zelo lepo kariero. Milan je spoštovan profesor na domačih, tujih univerzah, ampak en iz Vitorepec od začetka pa ostaja. In dovoljte mi, da danes Milanu v spomin podarim en novčič Aleksandra
Aleksander Mežek je pel vedno v Novčiču, ne? Banka Slovenije, Narodna banka, je ob koncu leta ob 100. obletnici rojstva Mikija Mustra izdala spominski kovanec za 2 evra, kjer je upodobljen Cvitorepca. Jaz sem se potrudila ta kovanec dobiti in ga Milanu podarjam z veseljem v spomin na tista lepa naša gimnazijska Na to mi res je. Škatlica ni prava. Ne čudim, že gledaj po brzo. Najlepša hvala Alenki Dular Koritnik, ki je tako na kratko povedala zelo veliko o tebi. In ko se pripravljala na pogovor, si mi dal eno kratko biografijo, 4 strani. Sej ne bom brala, ampak je pa, hvala lepa, to je bilo tako zelo lepo, ne, ker ta biografija je suhoparna. Ta je bila pa zdaj takšna. Zdaj, če bi bili mi vsi dobri pevci, bi lahko peli kaj od Beatlov, ne, Yellow Submarine, katera ti je najboljša? Vse, ne? To imaš pa zelo rad, ja, veš, to pa še celo jaz vem. Dobro. To bi še morda ne bi preveč fušil. Če bi pel, ja. Tako da, ja, poleg vseh teh referenc, ki jih imaš, je zagotovo med najlepšimi ta povezanost, ne? To navezanost na ljudi. Ne na stvari, ampak na ljudi, in to se kaže skozi tvoje delo, pa seveda tudi skozi takšne večere, kot je danes. In zdaj bi kaj komentiral, kar je povedala sošolka, no, da je najprej. Ja, seveda nekaj si me ganila, ne, z Zvitorepcem, z vsem, ne. Moram pa tudi reči, zdaj pa ne še kdo reče, da so diplomati ne ve veliko. Skoraj več veš o meni kot jaz, ampak hvala lepa za te prijazne besede. Naj dodam tu eno kratko anekdoto. Jaz sem v 3. letniku 3-4 Alenki šel domov v Krško, na drugo stran čez most, se učiti matematiko. Einstein ravno nisem bil. Če bi bil, bi verjetno imel kakšne drugačne knjige, ne? Pa nič za to. Ne? In seveda zdaj, kot rečeno, ne, jaz sem bil jazen, sem se hodil učiti matematiko v Alenki in potem se enkrat zgodi, pride mama domov z govorilnih ur in mi pove, kaj se je zgodilo na govorilnih urah. Na govorilnih urah, ko so tam mame bile zbrane in so se pogovarjali, čakali, da pride na vrsto in mi pravi mama tako, a veš, kaj je bilo? Ena gospa ali tovarišica, kako se je reklo, je razlagala, k moji hčerki se pa hodi učiti matematiko Jazbečev jazov. In je mama rekla, to je pa moj sin. Evo, hvala za matematiko, Alenka. Torej, je zaslužna za številne stvari in seveda mogoče lahko naredimo zdaj en kratek predah. Bomo slišali spet trobento. Pija je bila zagotovo dopoldne na tem pogovoru, a ne da? Je bilo v redu? Je bilo fajn? Super, no, prikimava, vi še ne vidite. Jaz pa ponovno vabim Pijo Škaler in profesorico Špelo Trohov-Gorevc. Poslušali bomo pa drugi stavek, Allegro, sonate v B-ju in B, avtor je Loale, mentor pa Toni Škaler. Prosim.
Hvala lepa. Trobenta je vedno tako slovesna, nas popelje v kakšen pomemben dogodek in zelo smo veseli, da smo danes skupaj, pa da v bistvu lahko napovem še enega Milanovega prijatelja, Branka Kosa, s katerim sta velikokrat prepletala svoje poti in je danes tudi z nami, pa ga lepo prijazno vabim še za nekaj misli, nekaj podatkov, nekaj tistih stvari, ki jih ne vemo, pa jih v knjigah ni, v vseh teh spremnih besedah. Branko Kos, prosim. Ja, ta bi še lahko svet. Z doktorjem Milanom Jazbecom se poznava že od šolskih let. Jaz sem sam iz podjetniških vod, tako da sem velikokrat sodeloval z doktorjem Milanom Jazbecem na določenih projektih. Skozi vse ta izkušnje, ki sva imela na določenih trgih, kjer smo mi morali za naše kupce pripravljati vize in vso to dokumentacijo. Iz sodelovanja v mnogih državah mi pač izvažamo naše vlastno razvite izdelke več kot 50 držav po svetu, tako da smo v nekem obdobju potrebovali tudi naši kupci vize. No, in tu je dr. Milan Jazbec kot veleposlanik velikokrat priskočil na pomoč. Eno anekdoto, ki jo bi povedal, je to, da sem ga poprosil pred 15-17 leti, da bi uredil za naše partnerje v Bosni vize. Takrat je bil veleposlanik v Turčiji, brez okrevanja je stopil v akcijo in tudi pomagal. No, normalno v bistvu ta postopek speljali garancij in pride ta potencialni kupec v Sarajevo na ambasado, prinese vso dokumentacijo in ga nekako zavrnejo. Boste prišli čez 14 dni, v biznisu je pa vsak dan pomemben. No, jaz se spomnim na Milana, ki je bil takrat v Ankari, Turčiji, in ga poprosim, se rekel, Milan, a lahko kaj pomagaš? Je rekel, daj počakaj par minut. In res stopil v kontakt, ta naš kupec mi telefonira, pravi, nič ni urejeno, jaz odhajam. Se rekel, prosim, počakajte, mogoče bomo kaj uredili. No, in zazvoni telefon iz Ankare, pravi, bo urejeno. Gospodarski ataše je iz ambasade odšel iskati na Baš Čaršijo, najdu tega partnerja in uredil vizo tisti dan. In rezultat tega dogodka je bil, da so se naši partnerja izredno zahvalili in mi smo dobili naročilo šlepet izdelkov prodanih. Hvala ti, Milan. Takšnih veleposlanikov je zelo malo. Najlepša hvala še gospodu Kosu, ki je tudi dal lepo istočnico za kakšen tvoj komentar, dopolnitev, za malo pogled v tvoje diplomatsko življenje. Komentar. Jaz sem seveda mislil povedati to isto anekdoto, da se ne bom ponavljal. Je bilo pa res dramatično, ampak veste, moraš imeti srečo, tudi vse ni, da boš vse samo uredil, ampak ko se vse skupaj poklopi, se izide in velikokrat se lahko izide. Prej si vprašala ljudje, odnos do ljudi. V tej službi
je odnos do ljudi ključen, še posebej, kar se tiče konzularnih zadev. Konzularne zadeve pomenijo, da ti pomagaš ljudem v stiski, svojim državljanom ali pa tujcem. Vse razlike bistvene ni, nekaj je, ampak bistvene pa ni. Ne? In pri tem se mora zavedati tega. Ko greš recimo kot diplomat na pogovor z zunanjim ministrstvom, nese s sabo papir, ga predaš tam, odložiš in greš domov, nazaj v službo, napišeš poročilo in si opravil in nikomor nič. Ne. Ko pa prije k tebi stranka na okence, na šalter s papirjem, ne, v tistem papirju je usoda človeka. Ne, in ti takrat razpolagaš z usodo človeka, odločaš o njej. Seveda imaš zakonsko omejitev in ta zakonska omejitev, kakorkoli že večina pravi, da ne gre nič, da se ne da nič narediti, znotraj te ozke omejitve je zelo veliko možnosti, kako človeku pomaga, če oceniš, da je iskren, da je pristen. Ne? In za to gre. Torej, če v tej službi nimaš občutka za človeka, potem tudi, bom rekel, za majhnega človeka, recimo temu tako, pogojno, ne? Potem tudi meddržavnih poslov ne moreš urejati. To ni mogoče. Potem hodiš v službo in nič več. Ne? Bom pa zdaj zaključil z eno drugo anekdoto, ta krog. Ne? Ko sem bil tisti čas slovenski konzul v Celovcu, v petek ob 5. smo zaprli uradne ure, za Slovence smo bili seveda, za slovenske državljane na razpolago ves čas. In mečkim po 12. uri zazvoni zvonec, gremo odpreti in prijeta, stopita not nek avstrijski državljan in pa slovenska državljanka, starejša se bila, morda mojih let, ne vem tega že dolgo seveda, in sta me prosila za potrdilo, ne uredimo potrdilo, konzulat to dela, ne, da se gospa lahko poroči v tujini. Torej, za to, da se poročiš v tujini, rabiš potrdilo, zato, da se izogneš temu, da bigamiji, torej, da ni nekdo večkrat poročen. Jaz sem sprejel konzularno takso, napisal tiste podatke in sem rekel, prijete naslednji petek, ker naslednjo soboto sta imela poroko. Ne. Nekje v hribih, blizu Slovenije, ampak na avstrijski strani, v Karavankah, nekje visoko gor. Ne. In naslednji petek, mi smo dobili, poslali smo po faksu, dobimo potrdilo, odložimo ga v tisto mapico, sploh nihče ni pogledal, vse kaj pa češ gledati, ne, potrdilo je potrdilo. V petek, naslednji petek, prijeta okoli 12, ponovno oba, ne, jaz jima lepo svečano predam potrdilo, rečem, gledajte, to imate potrdilo, želim vam veliko sreče v življenju, njima to predam. Ona da pa gledata tisto potrdilo in sta vedno bolj bleda bila, tako kot jaz, ko sem za Prešerna slišal. Ne. Torej gledam, pa nisem vedel zdaj, kako naj jo spravim ven, če bo konec uradnih ur. In potem vprašam, kaj je, ker sta bila tam kot kup nesreče in mi pokažete potrdilo. Na potrdilo je pisalo, potrjujemo, da se gospa, da ni uvjet, da se gospa ta in ta poroči v Avstraliji. Zdaj prvič, na potrdilo se ne piše država, ampak samo, da se lahko poroči v tujini. Drugič, Avstrija, Avstralija, Bog ve, kaj je tisti uradnik na upravni enoti v Ljubljani mislil, ne, je pa še napisal, ampak potrdilo je bilo neveljavno in se gledamo, vsi trije, ne, vsem trem je šlo na jok in sta mi rekli, ja, pomagajte. Jaz rekel, ne vem, kako ne pomagam, ura je 12 proč, pol enih, Ljubljanska upravna enota zapre v petek ob enih, pa tudi če bi, kaj pa ne bom naredil, ni bilo možno nič narediti. In sta kar stala tam in nista hotela oditi in potem se spomni bodoči ženi, ne, pravi, gospod konzul, pravi, pokličite našega župnika, pa mu povejte, zakaj gre, morda bo pomagalo. Ne. Ja, dobro, zdaj lahko ga pokličem, kaj bo pomagalo, če piše tako. In je rekel, dejte pokličite ga. Mi da telefon, ga pokličem, ne, mu povem, kdo sem, zakaj, razložim zadevo, prosim, ne pomaga in je rekel, v redu bomo uredili. In potem sem njima povedal, ne, in sta se zahvalila in sta odšla in zdaj bom dal pravlični zaključek in če nista umrla, živite še danes. Ne. Ja, nič, seveda. Plus potrdilo na faks papirju je po 2 mesecih je zbledelo, ne, nič, ja. Tako. Tako, plus še stavek temu, ne, zato vsakemu diplomatu, ko predavam te reči, rečem, preberite si kmetske slike, Janko Kersnik, tam je v enem zgodbi pravi prijatelj odvetnik, poglej, usoda človeka je na tem papirju. Ja. Tako, ampak številne usode, ne, seveda so na vseh teh papirjih v tvojih knjigah, kjer seveda je ljubezen do
pohance, do Rtič, do svojega domačega okolja, do starega očeta recimo in družine, mame, sestre Milene, ne, Milena, pozdravljena. Smo te pozabili pozdraviti, ampak ti si tudi zelo pomembna. Je res izjemno in seveda številni ljudje pač končajo gimnazijo, grejo študirati, grejo v svet, včasih se vračajo, mogoče se vračajo samo k družini, ampak ti nekako se načrtno vračaš tudi v šolo, v te svoje kraje. Tvoje dela so recimo prevedena v 18 jezikov, najbrž državah, veš koliko državah si bil različnih? Kot odpravnik, kot diplomat sem služboval v 21 državah, ukvarjal sem se pa službeno pa še z dodatnimi 15. No, tako da ne, več, ja, veliko, ampak nekako ta naš, to Posavje bi lahko rekli, kjer se je tvoja pot začela, kjer si bil tudi dolgo, mislim, kar pomemben čas, ne tako dolgo, ampak zate izjemno pomemben čas v tako imenovani papirnici, ne, danes se odvijajo različne zgodbe okrog teh, ampak to mogoče za kdaj drugič. Ampak vedno nekako se ti zdi, da imaš možnost, pa tisto moč, ki ni politična moč, ki ni tista grozna moč, ne, ampak je moč, ki daje nekomu pogum za prihodnost, ki daje lahko drugim eno vizijo, kaj lahko se človek počne, se pravi, to bi rekla tista moč, moč znanja, veščin, navezanosti, ljubezni bi lahko rekli, in to želiš dati seveda tudi tistim, ki jih ne poznaš, ne, se pravi, po učenkam, učencev različnih generacij osnovne šole Rtiče, in vem, da si hvaležen, da osnovna šola Rtiče tudi ve, kako pomembno je, da te ima, ne, in da imaš ti tudi njih, ne, bomo rekli tako oboje, in da v bistvu vedno, ko se vračaš, najbrž, če imaš le možnost, obiščeš tudi osnovno šolo na različne načine. In mi smo tudi zelo veseli, da je z nami Vesna Bogovič. Vesna, izvoli, nekaj besed, še ti. Še kakšna taka zanimivost, še nismo prišli do 100. knjige, ampak se bomo, ne. Nam že se nakazuje, ampak v bistvu vsi koraki so pomembni, ne, do teh 100, tako prosim, Vesna. Vsem skupaj. Ja, tako, Milan, nekoč mlad fantič, učenec osnovne šole Rtiče, danes pa pomemben, uspešen mož. In kljub temu, da veliko svojega časa življenja preživel v tujini, v Ljubljani, pa spet v tujini, se vedno znova rad vrača v domače kraje, v Rtiče, v domov, v Pohanco in tudi v osnovno šolo Rtiče. Zanimivo, to je poseben primer, ni takih praks, da bi en bivši učenec tako dolgo zopet ponovno prihajal nazaj v osnovno šolo. Namreč midva sodelujeva, oziroma z osnovno šolo Rtiče sodelujeva že, danes sva ugotavljala, 23 let. Pri 23 leti je pač prišel malo pogledati, kako pa je njegova osnovna šola, in v pogovoru smo potem se odločila, da bomo stkali neko sodelovanje, pomoč pri izdaji njegovih knjig, in tako je steklo sodelovanje. In v teh letih sem ugotavljala, da je vedno znova, kadarkoli je v Sloveniji seveda se oglasil na naši šoli, prišel vedno zvedavo, kako pa mi živimo, kakšne probleme imamo, kako jih rešujemo in kako smo uspešni. In seveda vedno z novo idejo, kako bi lahko on prispeval k temu, da bi mi bili še bolj uspešni. Oziroma, kaj bi on lahko dal našim učencem, da bi začutili tisto moč v sebi, da lahko v življenju naredijo nekaj več. Tako je dal pobudo na, mislim, da je bilo 7 srečanj naših učencev z uspešnimi ljudmi našega okoliša, njegovih prijateljev. To so bili razni direktorji uspešnih podjetij, obrtniki, novinarji, uspešni kmetje,
z različnimi umetniki, glavni, ki so predstavljali, kakšna je bila njihova pot iz osnovne šole pa do točke, za katero lahko rečemo, da so uspešni ljudje. Vse z namenom, da bo prebudil mogoče samo v enem učencu, ki posluša ta pogovor, tisto iskrico, ki mu bo dala smer za pravo pot v življenju. Zato sem mu zelo hvaležna. Seveda je pa on vse te najne pogovore oziroma srečanje uporabil in zapisal v knjige. Tako je tudi nastala naša skupna knjiga Uspeh na dlani, kjer so sodelovali tudi naši učenci. In seveda še ob teh življenju počasi so nastale tudi še druge knjige in za vsako, ko je prišel na osnovno šolo Rtiče, je prišel s takim kupom knjig. In potem smo se spraševali, kaj naj zdaj s temi knjigami. Seveda je spet rekel, kaj pa, če bi mi eno del police v naši knjižnici, šolski knjižnici namenili mojim knjigam, ki bi bile spet v poduk otrokom, učencem, da si upajo, če znajo razmišljati, da jim beseda dobro teče, da mogoče pa bo tudi kdo še napisal kakšno knjigo. Tako smo na slavnostni način odprli, navedli smo na knjižno polico, da je to knjižna polica našega bivšega učenca, dr. Milana Jazvica. In vedno, kadar pride zdaj zadnja leta spet na šolo, jo greva midva pogledati, pa prešteti knjig, koliko jih je. In danes smo prav vesela, ker jih je 100. Jubilej 100. knjige pa mora še dodati eno zadevo našim učencem. In sicer danes se je predstavil spet na enem lučnem pogovoru. Na višji stopni smo imeli takšno predstavitev njegove pisateljske poti in pa seveda prav zdaj teče prav tako na njegovo pobudo literarni natečaj z naslovom Moja knjižna polica, ki se bo zaključil v začetku februarja in 9. februarja bomo skupaj z njim proglasili najboljša dela. Seveda je poskrbel tudi za sklad, za nagradni sklad za te otroke in peljal jih bo pač nekam na izlet. Tako da, Milan, hvala lepa ti za to. Najlepša hvala, Vesni Bogovič. Ko je razlagala, da si bivši učenec, sem jaz pomislila, da v bistvu nikoli nisi šel iz šole. Ker zagotovo, tudi ko se vračaš, se vedno kaj novega naučiš. In ta nova akcija je pa seveda dokaz, da ko ti bo zmanjkalo idej, bo konec sveta najbrž, ne da? Ja, recimo tako, ampak še dolgo ne bo. Astronomi pravijo, da bo konec sveta čez približno 7 milijard let. Ja, zdaj pa greva končno k tema dvema knjigama. Tej tvoji knjigi iz otroštva, ki je 99. in tale, ki je 100. Ne bova zdaj zelo dolgo o tem govorila, ker je predvsem dobro, da si jo kupite, preberete, uživate v njej, še posebej, če ste tisti, ki ste to tudi tako brali oziroma hodili s tem stripom pod pazduho, kot je Milan, ker to se v bistvu čuti že od prvega stavka, da je mogoče res prav, da je to 100. knjiga, ker je to ena posebna ljubezen. Ja, to je posebna knjiga. Ja. Aha, moram jaz se še naprej. Sem da boš povedal, zakaj je posebna. Ja, posebna knjiga. Torej,
nešteto razlogov, recimo zato, ker je Zvitorepec moj najstarejši prijatelj. Nimam starejšega prijatelja, ne, in to je nekaj posebnega. Zato, ker ko pogledamo knjigo, knjiga je šla kot 12. v seriji izbranih stripov Mikija Mustra, ne, in tu piše Miki Muster, Milan Jazbec. Torej jaz berem Mustrove stripe, odkar sem bil tak. In potem se mi zgodi desetletja pozneje, da se z Mustrom, s tistim, bi rekel, ki ga gledam tako ves čas, najdeva na isti knjigi. To je ena taka čast, to je tako nekaj posebnega, da se težko opiše. Potem naslov, Zvitorepec in Jazbec. Torej, to je tako lepo naključje, takšna kombinacija, da če bom preveč o tem razmišljal, bom postal ganjen, pa ne smem biti. Potem tule vidite, je okrogla slikica, na vsake 12. sliki je eden od stripovskih junakov, Zvitorepec, Donja, Lakotnik in pa Golikoža, se izmenujejo. Na 12. je direktor Jazbec. Direktor Jazbec je osrednji junak v stripu Težave z gradnjo, ne bi zdaj razlagal, kakšen je, ker po današnjih kriterijih ni spodoben, ampak nič za to, našla sva se tu. Morda pa še najbolj posebna v tem, ker je iz te knjige se vidi, kakšno veliko srečo sem imel v življenju, jaz ne znam drugače povedati. Ko sem se začel zavedati sveta okoli sebe, sem se znašel v svetu knjig, stripov. Zasluga za to veste, več ali manj že vsi, ampak moram ponoviti v tej priložnosti, gre staremu očetu Albinu Jazbecu. On je penzijo zaslužil kot Eisenpohnen na šleki, krampal je vsak dan. Od Brestanice do Dobove, 15-18 in so krampali. Torej, to je bilo najbolj, enostavno delo na železnici, slabšega ni bilo. Torej, je bil zelo preprost človek, ki je bil pa naročen na tedensko tribuno, časopis, in pa na redno letno zbirko Prešernove družbe in na mesečnik Obzornik. Ne vem, odkot se je to njemu zgodilo, da je tako preprost človek na nekem takem odmaknenem podeželju bil v bistvu takšen intelektualec. Danes bi rekli intelektualec. In jaz sem se znašel med knjigami, torej knjige so v meni od samega začetka, Zvitorepec in nekatere druge, torej v tistem najbolj nežnem obdobju, ko te lahko zapelje življenje kamorkoli, nimaš sam na to nikakršnega vpliva. In se je zgodil Albin s temi knjigami, Zvitorepec in vse to poslanstvo. In potem desetletja po tistih časih se pogovarjava med drugim z Darkom Jelčičem, prijateljem, sadjarjem, izkušen sadjar, evropsko znan sadjar, avtoriteta, in mu to razlagam in me gleda, od mene je starejši, mislim, da 13 let, torej je Albina dobro poznal, pravi, me pogleda v oči, zelo v oči mi pravi, Albin ti je pokazal pot, mama ti je dala vsebino. Torej, kaj hoče človek večjo popotnico za življenje in kaj je večja dolžnost, da to popotnico uporabiš, kolikor je v tvojih to močeh. Vse posod na vsak način. Ja, in tukaj si recimo izbral res neke tebi ljube prizore, ki peljajo skozi to zgodbo, ampak jaz sem eno pripravljeno za na konec, ne morem še zdaj uporabiti, sem pa hotela povedati, da je Miki Muster tudi povezan s Posavjem, 6 let je živel v Karmelju, da je imel tudi tukaj eno mrežo ljudi, da je leta 1996 aprila imel tudi razstavo v naši galeriji v Posavskem muzeju Brežice in takrat je nastopala Mija Žnidarič, naprimer, jazz pevka. To razstavo sta pa delali Ivanka Počkar pa Alenka Jovanovič. Ivanko Počkar je se tudi veliko sodeloval in sta tudi oba dva nekako dala glasove različnim ljudem, ne samo sebi, ampak predvsem drugim, kar se mi zdi tudi izjemno pomembno, da v bistvu nisi tako centrično usmeren samo v to, kar ti misliš. In to se recimo kaže tudi v teh knjigah, pa tudi prej v Martinu Karpanu in to recimo imaš rad Levstika. Prej sem razmišljala, ko si razlagal o začetku, tudi najbrž še imaš kakšne take like,
o katerih veliko razmišljaš. Prešeren. Ja. Pa še kaj, ne? Zdaj mi je šlo iz glave, ampak vmes sem mislila na Botalca, ampak sem imela še nekaj drugega. Ampak se bova še veliko, no povej. Ja, tako, njega sem hotela omeniti, ker se mi zdi... Povej zakaj. Povej zakaj ravno ti, ne? Ja, jaz sem imela tudi to priložnost in veliko čast, da sem pisala en uvodnik v eno izmed tvojih zelo obsežnih knjig, tako da moram reči, da tudi sem rekla, ojoj, ne, kaj mi je to zdaj naprtil, ker je bilo zelo različnih besedil, tam sem tudi ugotovila, da ga fascinira znanstvena fantastika, ne, tudi to recimo, in se mi zdelo, da imamo novega Valvazorja, ne, na drug način, seveda, ker nismo v 17. stoletju, ampak smo v 20. bili in 21. Ampak da seveda tudi on je, da si ti tudi tak človek, ki te zanima vse, no. Tako da mogoče mi imamo celoten prevod Valvazorjeve Slave Vojvodine Kranjske in ko boš enkrat nehal hoditi po svetu, ker vem, da še hodiš, ne, mogoče bo pa naša knjižnica tvoj novi občasni dom, ko boš prihajal v Brežice, imamo celovit prevod, lepo knjižnico in bom zelo vesela, če bom te tam videla oziroma da boš klical, a lahko pridem. Seveda najprej si bom morala vzeti kakšno uro časa, ker sem vedno vesela pogovorov s tabo, ker imava vedno take zanimive pogovore, včasih skušava rešiti svet, ampak mogoče kdaj tudi uspe, ne? Je propadlo še ni, ne? Ne, predvsem zato, da v bistvu lahko v nekem trenutku izrečeva kakšne besede, ki so mogoče tudi mičkeno bolj idealistične, ne? In takšne, kot si želimo, da bi nas pot peljala naprej. Tako da tukaj se mi zdi, da je tisto, kar sem jaz uspela prebrati, pa nisem 100 tvojih knjig prebrala, ampak potem nekako združuješ vse to, kar si razmišljal tako na tej svoji profesionalni poti, kot nek razmišljajoč humanist, človek, se pravi polihistor, nekdo, ki ga zanima vse, in da si potem tudi nekako dal sebi duška v tem smislu otroškem, pa ne otroškem, v tistem, no, da si pač rekel, evo, to je zdaj pa res nekaj, kar sem jaz, ta strast, ki je v meni ves čas. Točno, torej, ta knjiga je v tem smislu odraz, tako je tudi nastajala. Ko sem se lotil pisanja knjige v začetku avgusta, nisem imel ideje, kako bo izgledala in sem rabil kakšen teden dni, da je nastalo kazalo, potem sem začel pisati, po njih 3-4 tednih se tisto začelo širiti na vse strani in potem je nastala s to knjigo neka apoteoza, neko povzdignjenje Zvitorepsa iz tistih, rečemo, ozkih stripovskih okvirjev v neko širšo zgodbo, prepletam sebe, znanje, tisto, kar se je vmes dogajalo, kar sem poslušal, slišal, recimo dva taka primera, da boste majčkeno začutili, ne. Eno poglavje govori o ljubeznih, simpatijah in romancah 3 junakov, ne. Trdonja je zakrknjen samec in ga to ne zanima, čeprav je plemenit človek. Zvitorepec se 2-krat nesmrtno zaljubi, ampak pač ne uspe, ne. Lakotnik se pa kar naprej zaljublja, ne. Zakaj? Pa niti ne ve, da se mu to dogaja velikokrat. Zakaj? Ker je lakotnik, ker je lačen in ker gre ljubezen skozi želodec, ne. In če gre ljubezen skozi želodec, to je čisto ena spodobna človeška stvar, to ni nič, bi rekel, nespodobnega za kogarkoli. Seveda se nobena od teh ljubezni se ne uresniči, ker potem bi bilo konec stripov, ne. Pri lakotniku pa še nekaj drugega, ne bi mu več bilo dovoljeno potovati po svetu, pa ne zaradi žene, ampak zaradi želodca, ker želodec ne bi hotel biti lačen, ne, recimo, to razpredam o tem. No in ko sem pisal, ko sem zaključeval ta del o ljubeznih, berem na Delovi spletni strani. Danes je umrl v 90. letu Jim Lovell, ki je bil poveljnik Apola 13, tistega, ki je imel tisto veliko nesrečo v lunini orbiti in so bili v bistvu obsojeni na smrt, ni bilo tehnične rešitve več in Jim Lovell, poveljnik Apola, posadke, je svojim znanjem, prisebnostjo zagotovil, da so se rešili, pristali varno na zemlji. In potem pravi, njegova žena Merlin je umrla pred 3 leti, poročena sta bila 70 let. In potem sem jaz tole napisal na konec tega poglavja in dodal, to je ljubezen. Torej, tako vpletam Zvitorepca v neko širše
kulturološko, antropološko, etnološko, vsakdanje, zgodovinsko, diplomatsko, filozofsko življenje. In potem še ena podobna, tiste dni je umrla tudi Jane Goodall, ne vem, če sem najbolj pravilno izgovoril priimek, ona je bila svetovno znana primatologinja, strokovnjakinja za ljudem podobne opice, zlasti mislim, da za gorile, ja. In ona se je leta 1956 vključila v prvo odpravo za raziskovanje goril, takrat ni nič vedela o teh rečeh, nobenih referenc, kot se strokovno reče, ni imela, in istega leta je Mickey Muster narisal strip V srcu Afrike, kjer ena gorila se posvoji lakotnika, ga vzame za svojega, mu izkazuje empatijo, sočutje in tako naprej. Vse to je pa Jane Goodall po dolgih desetletjih znanstveno ugotovila. Torej, to vse sporoča Jozvetorepčevi stripi. Hvala lepa. To je zdaj navdih, da se malo oddahnemo od govora. Še zadnjič boste zdaj dobili kmalu še vi mikrofon, če kdo želi. V knjigi in v knjigah je v bistvu res bolj glasba tvoje mladosti, ne? Veliko je rock'n'rolla noter, ne, pa Beatlov, pa še kakšnih drugih teh različnih primerjav je kar nekaj. Ampak dobro, mi imamo pa danes spet eno mlado pianistko, in sicer iz osnovne šole Rtiče, drugače pa iz glasbene šole Brežice, in sicer Berino Kurspahič, 6. razred klavirja, njena mentorica je Karolina Vegel-Stopar, skladba pa je Černijeva etuda opus 599 številka 61. Bomo videli, če je kaj podobna Rumeni podmornici. A je? Ni? Ne vemo. Bomo poslušali. Prosim, Berina Kurspahič. Najlepša hvala. Jaz mislim, da je bila to res taka lepa, ne, živahna, krasna skladba. Tudi ne. Ja, najlepša hvala. Jaz v bistvu sem pogledala na uro in imam en tak predlog. Mogoče ta vprašanja ali pa pogovore prepustimo potem tistemu času po tem bolj uradnem delu, ker Milan bo podpisoval knjige. Imamo tam prostor pred Viteško dvorano, Ferdo Pinterič nam je priskrbel odlično vino, imamo tudi naše piškote, pa še kakšno drugo stvar. Pred dvorano je na voljo ta nekak hipna za danes razstava knjig izbranih, pa tudi najnovejše knjige 2 založb so na voljo. Se pravi, imamo tukaj z nami založbo Buh, ki je izdala zadnji 2 knjigi, in pa potem Kulturni center Maribor založbo, ki pa izdaja številne različne tvoje knjige iz drugih področij.
Z Vitorevca pa skupaj. Aha, se opravičujem. No, tako da hvala lepa, da so prišli in da je tudi ta možnost tukaj danes, ne, po tem pogovoru in tudi, da bo Milan na voljo, da se lahko, če želite, da vam kaj napiše, zna pisati zelo zanimive stvari v knjige, ima malo doktorski, ne, rokopis, tako da jaz sem danes kaj si mi že napisal, ne? Ampak vse to je res en tak krasen celoten šopek vseh stvari, ki so izkušala danes malo predstaviti vsem vam zbranim. Pa bi zdaj, da ne pozabim, vas še zelo lepo povabila in se zahvalila Milanu, ker je pripravil tudi to sodelovanje za 8. februar, tukaj na tem odru Vlatko Stefanovski, tvoj prijatelj, tvoj, bi lahko rekli, rezultat te krasne makedonske zgodbe. Mi smo tudi iz muzeja zelo hvaležni, ker nam je pomagal in omogočil, da smo razstavo Alenke Gerlovič leta 2019, ko je bila stoletnica njenega rojstva, predstavili na 4 različnih makedonskih prizoriščih, bi lahko rekli odličnih, tudi v Narodni galeriji oziroma Moderni galeriji Severne Makedonije. Res velika hvala. Tako da smo imeli res krasno sodelovanje, še posebej v tistih krajih. Alenka Gerlovič je zelo rada hodila v Severno Makedonijo in je bil en tak posebno sodelovanje, zelo hvaležni zanj. Lahko še 2 poudarka kratka. Seveda moram povedati vsaj eno diplomatsko anekdoto, ne bi se spodobilo, če ne bi. Mislim, da je še nisem. Povedal sem je tudi v tem intervjuju za Nedeljski dnevnik. Seveda zdaj diplomatski blišč ima tudi včasih kakšne zagate nerodnosti spodrslaje, za katere sam nisi popolnoma nič kriv, te pa lahko spravijo v eno zagato in tudi neko določeno osebno frustracijo. Jeseni 1999 je bil slovenski predsednik Milan Kučan na državniškem obisku na Švedskem, v Štokholmu 3 dni. In seveda taki obiski so ponovadi nočna mora, zato ker tisti, ki prihajajo, torej domači tvoji, bi kar naprej nekdo rad in se kar naprej stvari spreminjajo in potem pač počneš, kar počneš, stisneš zobe, da gre mimo, ne. No, in ko je ponedeljek dopoldne je delegacija prispela, program je stekel in potem je imel pozno popoldne predsednik Kučan neke vrste zgodnjo večerjo, je gostil za širši krog švedskih ljudi, osebnosti. Mi iz slovenske delegacije smo v bistvu ostali zunaj, smo rekli, da bo čim več Švedov lahko prišlo zraven. In potem mi pravi njegov zunanji politični svetovalec, je rekel, poslušaj Milan, jaz sem bil organizator tistega operativnega obiska, naš kuhar, imeli so s sabo kuharja, ima eno posebno željo, prošnjo. Sem rekel, kaj pa je? Ja, rad bi bil zdaj ta 2 dni pa pol obiska v kuhinji, kraljevski švedski kuhinji, da bo zraven, da vidi, kako se to kuha, pripravlja, se bo še kaj naučil. To se ne dela, to vsak ve. To je pač tako. Ne spustiš kogarkoli v kraljevsko kuhinjo, še posebej kadar je obiska, da mora biti vse pod nadzorom. In jaz sem rekel temu svetovalcu, vsem, kdo je bil, sem rekel, ne bo šlo, to ne gre. Pa dej praši, sem rekel, nima smisla, ker ne bo nam ugodeno. Je rekel, praši, prosim za to, da bom lahko rekel, da sem svoje izpolnil. Jaz pokličem gospo, ki je na švedski strani organizirala obisk, pa se zelo dobro razumela in isto povem, je rekla, Milan, ne bo šlo. Sem rekel, vem, ampak saj rekel bom, da sem poskusil. Je rekla, v redu, poskusim in te kličem, takoj, ko dobim odgovor. In me kliče čez slabo uro, sem rekel, ja, Marjana, kaj je? Pravi, uspelo je. Kako je uspelo? To ni možno, to se ja ne dela, med prijateljskimi državami, med nikomer. In sem rekel, odlično, super, kako ti je pa to uspelo? Ja, rekla, ne vem kako, ja, ampak kako si pa vprašala, kako je šlo? In rekla, vprašala sem, ne vem koga že, šefa kuhinje, povedala, zakaj gre in rekel, ne, to ne bo šlo, mi tega ne delamo. In se obrnil, in potem se obrnil nazaj, pa je vprašal, kdo pa to prosi? Pa je rekla, diplomat Jazbec. In pravi šef kuhinje, če pa Jazbec prosi, bomo pa to uredili. Lahko. Zdaj,
ta jazbec seveda si ne zasluži vašega aplauza, nisem nič nekaj grozno posebnega naredil, ampak ko je prišla predhodnica, mi smo obiskali vse točke, kjer bo predsednik se ustavil in smo šli tudi, in potem sem še enkrat šel v švedsko varnostno službo in takrat drugi smo šli v kuhinjo pogledati in sem sam je tisto ploščato stekleničko, ne, žganja, domače žganje smrekovih vršičkov. In sem to dal šefu kuhinje in sem rekel, gledajte, to je za vas, to se tako dela, to je vljudnost, protokolarnost in tako naprej. In je potem do tega prišlo. Ne. Jaz to prenesem temu svetovalcu, rekel, odlično bomo povedali kuharju, obisk teče in potem v sredo popoldne, ko smo na letališču se poslavljali, objemali po dolgem počez, ker to je bil en velik obisk, pomemben za Slovenijo, ne, in tako naprej. In se poslovimo s tem svetovalcem, pa se spomnim, kako je bilo pa potem s kuharjem? Pa prav, kakim kuharjem že? Sem rekel, ja, ker je šel v švedsko kuhinjo. Je rekel, se sploh ni šel. A si morate misliti? Nihče mi nikoli od Švedov nič ne rekel, ampak si lahko mislimo, da so si svoje misli, torej, ne. Ampak hvala vsem za aplauz, ne. Mislim. Torej, zdaj pa sam še en stavek na koncu. Ja, lejte, zdaj moram to povedati, če zdaj na koncu, ne, sej tisti, ki me poznate od te višine, veste, ne, jaz sem zrastel skupaj s sestro, seveda, ampak zdaj govorim pač o sebi, če sem jaz tu, ne. Do mojega 7., 8. leta smo bili pol kmetje, imeli smo 2 njivi v Vrbini in smo se s tistim ukvarjali, sicer pa nismo bili kmetje, ne, in vsi naši sosedje so bili kmetje in smo delali od začetka, odkar se spomnim, smo si pomagali, hodili smo delati k njim, seveda smo tudi dobili kaj za pojezo domov in tako naprej, ne. In to je bil moj način življenja. In pomagali smo si samoumevno, po nekem času, ko smo ugotovili, da je to koristno in tako naprej, ko to spoznaš, ko se spoznaš, ne, kadarkoli je bila prilika, rekla, mama, gremo pomagati Zorkovim, Petanovim, Kosovim, ne katerim koli. Torej, je bilo to samoumevno, ne. In nismo za to nebene posebne hvale pričakovali, vse smo jo dobili vsi, ampak to je bil način življenja. In zdaj, prej, ko se mi je vprašala, ne, kako je to z občutkom do človeka, to izhaja od takrat. Ne. In zdaj, ko sem vas tudi danes poslušal, hvala sem skupaj, kako ste me hvalili, ne, meni je bilo malo nerodno, to moram povedati. Jaz nisem tega vajen, ne, ker se mi zdi pomagati ljudem samoumevno. Ne. To verjetno danes ni več tako, ampak hotel sem to povedati, da boste vedeli, sej več ali manj veste, ampak mislim, da je treba povedati. No, treba povedati, ker tudi to je del moje zgodbe, tudi to je del Zitorebca in Jazbeca. Je pa zanimivo, da se končala zdaj s kuhanjem, pa s hrano, pa z prigodami, ker smo mi zate pripravili eno darilo, povezano z Ivanom Ivačičem in imaš noter tudi to kuharsko žlico z njegovim izrekom lažje kritizirati, kot pa dobro skuhati. A ne? Enako je zagotovo tudi pri literaturi in pri vseh stvareh, ki si jih počel. Tako da, Boštjan, lepo prosim, eno darilce, jaz upam, da si vzel pravo, Aneta. Ja, ker je noter še nekaj krškopoljskega, ampak ne salama, vsi bi radi imeli salamo, pa ni. Tako da jaz se ti zahvaljujem s tem. Ne boš rabo, da. Ja, tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Ampak, hvala. Ja. Tukaj to piše tako. Tako da boš lahko tudi kaj skuhal z navdihom Ivana Ivačiča, ki je bil zelo blizu tebe doma, ne. Zdol je pa žal on hitro umrl, čeprav videl je bila zagotovo prijatelja, ker je tudi veliko kuhal izjemnim ljudem. Se ga spomnimo, da društvo televizijski dobar. No, tako. No, in jaz sem si, se veste, ker sem s Kranjske doma, ne, pa sem hotela uvod v to, da bomo zdaj se družili, nazdravili in tako naprej. Ne bomo sicer pili vina iz desnega brega Save, ampak z levega, ampak ne, na luno, pa v luni si govoril, pa je ta tako krasna, ko reče lakotnik. No, ne bi, kako je že, vidiš, Slavo, vidim, ne bi rekel, ko bi se gori dobile dobre kranjske klobase, pa cviček, ne, potem bi šel na luno, ne. Sicer pa ne, mi bomo imeli pač vino iz, ne bo cviček, ampak recimo
Ne, to vse naše območje. Sem pa, mi je bilo pa zelo všeč, da si izpostavil to in s tem bi rada zaključila, pa potem s tvojim komentarjem. Potem pa gremo tja, pa se fotografiramo, pa pogovarjamo, pa še nadaljujemo talih večer. Moje zlato pravilo je, ne, iz Gladiatorja, nehaj takrat, ko je zabava na višku in ostal ti bo lep spomin. Trdonja pa reče, torej boš nadaljeval, kjer si nehal. In zdaj je to nadaljevanje. Nadaljevanje, ne, torej življenje pa teče naprej. Ko je prelomnica mimo, življenje teče naprej. Ne. Jaz sem veliko krat rekel, komentiral Vesni, pa njenim sodelavcem, ne. Ko sem prišel na šolo in smo se fino imeli in je bilo super in sem rekel, ja, seveda, ampak jaz se zelo zavedam, ne, jaz pridem na šolo enkrat na leto, na 2 leti in je to prima, super in se vsi imamo fajn, ne. Ampak vi ste pa vsak dan tam, strumo otrok, ni vsak dan lahko, ne. In zato toliko bolj pomembno in treba pohvaliti. Torej, to je pa življenje, ne, ciklusi so, ampak seveda, ko je neka prelomnica, ko je nekaj lepega, kot je bilo v tem stripu, ne, ki si ga zdaj navedla, je prav, da si človek reče, no fino, da bomo pa lepo zaokrožili, zaključili, nam bo ostalo v lepem spominu. Ne? In to je tudi neka umetnost in jaz moram reči, da sem se kar nekaj takih modrosti naučil iz Mustrovih stripov. In to je tudi en nauk, zakaj je treba brati stripe, recimo Mustra, ne, žlahtni jezik in tako naprej. Tako da to je neizčrpen vir navdiha, modrosti, veselja, tudi enega preprostega otroškega veselja in to tudi zadošča pravzaprav. Ne. Ja, in se lepo reče, ne, tam, kjer bomo nehali, bomo nadaljevali, a ne da. In zdaj bomo tukaj končali. Veliko hvaležnostjo, da ste nas tako lepo poslušali in da si boste vzeli zdaj še čas za druženje. Čisto blizu, samo ven iz dvorane stopimo, tam so knjige, pa potem tudi kapljica za nazdraviti. Jaz pa seveda upam, da se vidimo tudi na naš praznik kulture, ko bomo slavili Prešerna, pa to, da imamo veselje, da lahko pišemo, govorimo, pojemo, vse sorte počnemo v našem lepem slovenskem jeziku in da bomo ta dan seveda preživeli v družbi, zelo mednaroden dan bo in če pridete ob 3, boste najprej tukaj z mano peli Zdravljico. To je zdaj že zelo tak tradicija, bo to zdaj že 12. Ob 6, vmes bojo še drugi dogodki, si malo poglejte, ob 6 pa tudi ta koncert Vladka Stefanovskega, ki nam ga je soomogočil naš prijatelj, jaz mislim, da si ti prijatelj tudi našega muzeja in smo ti hvaležni. In tam leta 2000, katerega recimo 85, ko boš pa res že umrl, a ne da? Zakaj bi pa rekli? Samo še 60 let sem te bo je pa najni za nam. Se jih še 70 nimam, ne? Se opravičujem. Bojo pa najni zanamci naredili veliko razstavo in na tej razstavi bo tudi fotografija z današnjega večera. Sva dobro zaigrala, ne? Hvala tebi, ja. Hvala lepa, lep večer, srečno vse v novem letu, pa uživajte v knjigah Milana Jazbeca, pa seveda danes pa tudi v njegovi družbi. Hvala lepa. Hvala lepa.